Dragi sledilke kanala Grey Sport, dragi sledilci, lepo pozdravljeni po takšnem srečanju, kot je bilo današnje proti OKC-ju, sem pa sklenil. Eto pa se moram javiti. Razlogov je ogromno, več, razdelili jih bomo lepo po alinejah, stolpcih, kot želite. Analitično se bomo lotili tega, ker je resnično kar nekaj takšnih razlogov, ki se jih splača malo obelodaniti, malo razporediti, pojasniti določene zadeve. Skratka, mislim, da bo pa danes res tak en zanimiv monolog, a.k.a. podcast. Tekma OKC Dallas. Na koncu se je izteklo, da je bila to prava poslastica večera. Ni mi bilo žal, da sem se vstal zjutraj, ni mi bilo žal, da sem tole pogledal, kajti kar sem videl na terenu, je imelo nek rep in glavo, če odrežem prvi polčas stran. Kar se Dallasa tiče, ne gre v celoti, ni šans. Nema veze. Do nadaljnega, se pravi, preden nadaljujem. Če ste tukaj prvič ali če ste tukaj vnovič, lepo vas povabim, da se naročite na moj kanal Grey Sport za podobne analize, tudi kakšne highlights v nadaljevanju, da se še malo podružimo, kaj pokomentirano. Vabljeni, da se naročite oziroma, kot bi mladi rekli, subscribate na tale kanal. V glavnem, če začnem pri tekmi nazaj, ki jo je Luka Dončić izpustil zaradi čudovitega življenjskega dogodka, verjamem, da ni česar, ampak res ni česar, nič ne more parirati takšnemu dogodku, kot je rojstvo hčere oziroma sina v Lukovem primeru, rojstvo hčere Gabriele. Iskrene čestitke na tem mestu. V glavnem, tole je pa res nekaj, kar morda kdo ne doživi, kdo enkrat, kdo dvakrat ali večkrat, ampak nekaj najlepšega. Sam sem že imel to priložnost in ja, kaj bi govoril, nekaj najlepšega, resnično. No, v glavnem, da začnem tekmo nazaj, ko Luka izpusti prvo tekmo sezone, in sicer proti Memphis Grizzlyjem, kjer seveda Ja Morant zaradi svojih pištol ni smel igrati, oziroma še nekaj časa ne bo smel igrati. Je pa igral en Desmond Bane, ki je sicer enih top 100 igralec, natrosil je 30 točk, Jalen Noel 19, Santi Aldama 17, Vince Williams Jr. 15, to so drugače vsi igralci Memphisa. Ja. Skratka, pri Dallasu Derrick Jones igra, Grant Williams igra, Derek Lively igra, Josh Green igra, Kyrie Irving igra, you name it, igra. Pa imamo najboljšega igralca, Granta Williamsa, 16 točk, 8 skokov, fajn, 16 točk tudi Derrick Jones, Kyrie Irving, med 3-15, 10 pik, 5 skokov, 50. Zakaj zdaj jaz to omenjam? Zakaj že minuto izgubljam s tem? Luka Dončića ni bilo. Izgubili so proti eni izmed slabših ekip. Včeraj je Dallas igral proti OKC-ju. Se ponavljam. Prvi polčas groza, 20 točk zaostanka. Pol pa 30-0 run. Glavni poveljnik Luka Dončić. Če mi še kdorkoli samo enkrat reče, da je Dallas ali pa katera ekipa, katera vključuje Luka Dončića, slabša z njim kot brez njega na parketu, bom dobil ošpice, mumps, pa oslovski kašelj, gor na COVID. Vse je v enem. Spoštujem mnenje ostalih. Spoštujem. Ampak se bom zadržal in v sebi preboleval vse te bolezni. Ja, današnja tekma je resnično nakazala, kaj pomeni Luka, zakaj je eden izmed glavnih upravičenih kandidatov za MVP. Resnično, jaz mislim, da bi on moral biti prvi. Zato, ker nima ekipa okoli sebe. Resnično nima, še posebej, ko so igralci, ki so koliko toliko v njegovi ligi, ala Kyrie Irving odsotni. Danes je Luka Dončić igral z Jaden Hardy 14 minut, Oliver Maxence Prosper 14 minut, prvi 6 pik, drugi 2 piki, Dexter Dennis 2 minuti sicer, nič pik, AJ Lawson 18 minut, nekaj naredil, 12 pik, Dwight Powell, njega poznate, ampak ja. Drugi najboljši igralec je bil Derek Lively, 20 od 16 skokov, rookie, fantastično je igral, 40 minut je igral, 9-9 šut iz igre, po večini po asistence Luke Dončića. Do njegove statistike še sploh nisem prišel. Lively je skoraj, lahko bi rekel, zasenčil Cheta Holmgrena, ki je dosegal 11 skokov in pa tudi 11 točk. Res je odigral fantastično.
Celotna ekipa v bistvu je imela tale run 30-0, najboljši v zgodovini ekipe. Predtem je bilo 28-0 proti Golden State Warriorsu, mislim, da sem tale podatek zasledil. Ampak ja, Luka Dončić je vlekel tole barko šutom 22-11, od tega 5-13 za 3, 9-14 prosti meti, 15 skokov, 18 asistenc, 36 točk. Zdajle, nekje sem zasledil podatek, da je 35 točk plus 15 skokov plus 15 asistenc uspelo samo 4, od tega Luke tu 2krat do zdaj v karieri. Če zraven dodamo še torej dve stili in 2 blokadi, pa nikomor, ne? To pač Američani vse najdejo. V glavnem resnično me zaboli, ko potem prebiram predvsem ameriške strokovnjake, kvazi, ne, ki rečejo, da Dončić sploh ni najboljši igralec, ne, v ekipi Dallasa. Dobro, tole je v bistvu eden nekdanji NBA-vec izjavil, da ne bom pretiraval, ne. Ampak resnično na kakšnih Twitterjih tam pod nekimi skrivnimi nicknami pa marsikdo piše bedarije, ne, da ne rečem še kaj ostalega, ne. Zdajle, jaz sem napovedal takrat, ko sem zvedel za rojstvo njegove hčerke, da bo to ena tekma Luke, ki bo dal 60 točk, ne? Da se mu bo zmešalo. Zdaj ni se uresničil ta scenarij, ampak če tole malo razporedimo. 36 točk, 18 asistenc, 15 skokov. Ti pa so podvajali celotno srečanje. Kdor je spremljal tekmo v živo, lahko tole potrdi. Celotno srečanje, odkar je prenesel žogo preko terena, je centrska linija, kdorkoli je pač bil na centru, takoj krenila proti sredini in podvajala. Moral se je rešiti žoge. Kdaj jo dobil nazaj, kdaj ne. Iskal je pick and roll akcijo, predvsem z Liveljem. To sem že prej omenil. In da ti to uspe ob vsej tem, kar smo delali v obrambi, te številke zbrati skupaj, jaz res ne vidim ostalega NBA košarkarja, ki je sposoben to narediti. Zdaj, podobne številke še vidimo predvsem v letošnji sezoni od Nikole Jokića, ampak to je popolnoma drug igralni položaj. On se ne ukvarja s prenosom žoge, pa nič ne zmanjšujem zdajle od Nikole Jokića. Jokić je verjetno najboljši košarkar v tem trenutku. Po mojem mnenju celo malenkost boljši od Luke Dončića, tako kot igra basket zdaj. Ampak glede na to, da se Luka še ukvarja z vodenjem žoge, organizacijo napada, no, toliko več je vredna njegova predstava, ne, pa OKC res ni naivna ekipa, kotira zelo visoko na zahodu. Tale teža je res škoda, samo da na koncu niso izvlekli. Eden izmed razlogov, zakaj niso izvlekli, zanimiva situacija, minuto do konca, Luka Dončić na vrhu, se pravi, kakšen meter stran od polovice igrišča, dosojeni so mu bili koraki. Evo, tukaj spet, ne, dam jaz svojo streho nad glavo, ne, v zakup, ne, če bi tole piskali Durantu, Jamesu, Bookerju, Shai Gilgeousu, Andrew Sandru, Paulu Georgeu, Hardenu, kazen komu. Dončiću, ja, pa še kakšnemu Evropejcu, ja, lej, pa so tokrat, pa res, no, da daš enemu izmed glavnih zvezdnikov koraki, ki so te ameriške korake, jaz sploh ne znam točno, sploh ne vem, zakaj se gre, to si imajo oni neka svoje zadeve, tako da ne bom pameten, če so bili ali ne, kar sem prebiral po raznih forumih, naj bi bili upravičeno svojeni, ne, ampak v nekih takih momentih, 8 metrov stran od koša, ja, ne vem, no, kdo sem jaz, da bi sodil, ne. V glavnem, še kakšen statistični sladkorček tukaj, ne. Luka je z temle trojnim dvojčkom danes izenačil Larryja Birda na 9. mestu večne lestvice, ne. Hkrati je bilo v prenosu tudi izpostavljeno, da je z nekimi zadetimi prostimi meti, se pravi, ponovno, zadetimi prostimi meti, Luka na 4. mestu v zgodovini franšize Dallas Mavericks, ne. Tako da, to mogoče, če koga malo zanima, se pravi, Američani najdejo vse. Zdajle, da ne bom resnično predolg, hitro še vas povabim spodaj, da v komentarju zapišete, kaj ste vi videli na tekmi, mogoče kaj drugače kot jaz, kaj podobno, kakorkoli, beseda je vaša spodaj. Bi še samo izpostavil, da tale december bo pa res veseli december, če lahko temu tako rečem, predvsem za Dallas, bogi za Luko, ker bo malo manj spal, zaradi nočnih zadev z hčero, ampak vendarle.
že v sredo Utah Jazz Dallas, potem takoj v petek proti Portlandu, 11. proti Memphisu, 12. proti Lakersom, 14. Minnesota, 16. Portland, 18. Denver, 20. Clippersi, 22. Houston, 23. San Antonio, 25. Phoenix, 27. Cleveland, 28. Minnesota in 30. Golden State. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tekem še imajo do konca meseca. To pa bo peklenski ritem ali, kot jaz temu pravim, veseli december. Ja, nič, na tem mestu vam želim, da ga tudi vi čim bolj praznično podoživite, da se imate fajn, da se kaj kepate, evo danes je malo snega zapadlo in da se še kaj podružimo na mojem kanalu, ne? Zato pa, kaj naredite, date kakšen like, da algoritem malo pospeši tale video, lepo prosim, hvala, in pa da se naročite na moj kanal, s tem boste pridobili še kakšno podobno analizo, kakšen posnetek in tako naprej. Hvala lepa, Gregor sem bil z vami iz Greg Sporta, do naslednjič, lepo se imejte.